Kupovati samo slovensko? Se zdi nemogoče? Pa ni. Na policah sicer z vsakim dnem najdemo vedno več tujih živil, ogromno predvsem sadja in zelenjave do nas pripeljejo iz precej oddaljenih krajev. Če kupimo izdelek slovenskega izvora, s tem podpremo domače pridelovalce hrane in prispevamo k boljši prihodnosti, zagotavljajo poznavalci. Je pa vsekakor velik izziv, če se tega lotimo. Da se rešiti, samo je pa treba biti domislen pa ne preveč izbirčen. Hrana, pridelana doma, ima do polici naših krožnikov krajšo pot. Sadje in zelenjava sta tako bolj zrela in okusna, saj jih zaradi krajše poti do trgovin pridelovalci lahko obirajo kasneje. Še enkrat ta ekološki vidik, se pravi nekaj, kar je pripeljano iz drugega konca sveta, ima res izjemno velik ogljični odtis, kar pa ni potrebno, ne. Takšna živila so tudi bolj kakovostna. Zaradi krajšega časa skladiščenja pa obdržijo tudi več hranilnih snovi. Če se prehranjujemo samo slovensko, je pomembno, da se prilagajamo letnemu času. Tudi sami strokovnjaki oziroma tisti, ki se ukvarjajo z zdravjem, pravijo, da je najbolje jesti tisto, kar nam ponudi narava sama v nekem trenutku. Pozimi je recimo več zelja in repe. Določenega sadja in zelenjave pri nas sploh ni. Pomlad, poletje, jesen, mislim, da so to letni časi, ko nobenih težav ne bi smeli predstavljati to, da nakupujemo samo slovenske izdelke. Čez zimo je pa res treba malo bolj razmisliti, ampak mogoče ravno zato sem se te zadeve lotila januarja, ker sem hotela pokazati, da v bistvu tudi v enem najbolj nehvaležnem mesecu se da. S kupovanjem slovenskih živil ne podpiramo le slovenskih kmetij, ampak tudi slovenske predelovalce hrane, živilsko industrijo in slovenske trgovce. S tem omogočamo ohranjanje večjega števila delovnih mest. Če imamo dovolj hrane, ki jo pridelamo sami, smo tudi veliko manj odvisni od uvoza hrane iz tujih držav. To nam omogoča, da smo pri preskrbi prebivalstva s hrano bolj samostojni. Razmere na svetovnih trgih, kar se tiče hrane, našo državo tako manj prizadenejo. V Sloveniji je pri hrani težava le z določenimi živili, na primer s sladkorjem. Imeli smo včasih v Ormožu tovarno, ki je predelovala vso to sladkorno peso, ki jo kmetje v okolici pridelujejo, vendar se je to pred leti zaprlo, tako da slovenski sladkor ne obstaja, ne. V končni fazi sladkor je pač tudi konzervans, ne moreš se mu popolnoma izogniti oziroma kdaj ti res pride prav, tako da pa sem celo zvedla, no, da ena hrvaška tovarna prav neko linijo slovenskega sladkorja izdela, se pravi tisto, kar je slovenske pese, potem embalira v embalažo, kjer je piše, da je pa sestavina slovenska, ne. Tako da mogoče lahko pa tukaj pol naredimo tisti korak slovenski, da pa rečemo, ok, to je pa zdaj ta kompromis, bom pa glavno surovino slovensko vzel. Z odločitvijo za slovenske izdelke skrbimo za čistejše okolje, v katerem živimo. Hrana, ki prihaja iz oddaljenih krajev, pripotuje k nam z ladjami, tovornjaki. Ti v ozračje spuščajo škodljive snovi. Daljša kot je pot, več toplogrednih plinov se spusti v ozračje. Vsi se zavedamo, da to škodljivo vpliva na okolje in življenje vseh nas. Ravno ta preskok, da zavestno začnemo nakupovati, se odločati, ta je bistven, ne. Ne samo hrana, tudi vse ostalo, kar potrebujemo za preživetje, je lahko narejeno v Sloveniji. Kozmetiko smo navajeni kupovati v teh velikih drogerijskih trgovinah, pa ni potrebe. Imamo dva zelo velika proizvajalca v Sloveniji, enega v Mariboru, enega v Ljubljani, ne. Potem, ne vem, posoda, imamo tudi sicer emajlirano, ne, kovinsko, ampak tudi tukaj se da nek kompromis narediti, emajlirana je bolj zdrava kot ostale, ne. Tako da počasi človek najde vse razen nekih zelo specialnih elektronskih naprav, ne. Tukaj smo pa bosi, pa avtomobil bi tudi verjetno lahko bil sam iz Novega mesta, pa še to tuje znamke. Vsega ni, ne. Velika večina stvari pa je. A če se vrnemo na prehrano, kar je dejansko nujno potrebno za naš obstoj, domači pridelki omogočajo ohranjanje avtohtonih slovenskih sort in tudi naše tradicije. Kmetijstvo ima namreč v naši deželi bogato tradicijo. Mnogo rastlinskih sort je značilnih prav za našo deželo in tu dobro uspevajo. S tem, ko opuščamo kmetijstvo in pridelavo hrane, počasi izginja tudi to. Slovenska tradicija, hrana, značilna za določene slovenske kraje in še bi lahko naštevali. Zato je prav, da ohranjamo, kar je slovensko. Sicer nam to lahko vzame tudi več časa in energije. Več časa preživimo pred štedilnikom. Več domišljije moramo imeti pri receptih.
A z druge strani, tako lahko več časa preživimo z družino, otroke naučimo vihteti kuhalnico in jim posredujemo svoje recepte. Se pri tem zabavamo in to izkoristimo kot čas zase.